Nazaj v Slovenijo z dobro novico iz ljubljanskega živalskega vrta. Tam so se razveselili naraščaja. Konec maja so se skotili 3 mali sibirski tigrčki. Te veličastne mačke so v naravi redke, prav zato je vsako rojstvo v živalskem vrtu dragoceno. Prvo leto življenja so tigri sicer izredno ranljivi, a upajo, da bodo ti 3 nekoč navduševali obiskovalce. Janez Avsenik. 9 dni so prav danes dopolnili tile 3 mali tigrčki. To je del prav posebne ljubezenske zgodbe med človekom in naravo. Arisa in Usuri sta na nek način prišla skupaj prek ene ženitno-posredne agencije živalskih vrtov, ki pa ima poseben pomen. Ja, to je ta koordinatorski program, preko katerega smo dobili predpisan par. Usur je prišel z Norveške, Arisa pa z Poljske. Gensko sta najbrž primerna, da bi imela mladiče. Sibirski tigri so v naravi ogroženi. V naravi naj bi jih bilo samo še okrog 500. Živalski vrtovi se trudimo nekako obdržati povprečje. Če bi nekako prišlo do potrebe ali po reintrodukciji ali pa v bistvu samo potem, da se vrsta ohrani. A preprosto tudi v živalskem vrtu ni. Pogosto je vprašanje, ali bo mama mladiče sploh sprejela. Upamo seveda na najboljše, trenutno kaže, da je Arisa zelo dobra mama, ves čas jih doji, neguje. V popolnem miru obiskovalci lahko tigrčke v tem trenutku spremljajo le prek kamere. Včeraj smo tudi opazili, da se je eden od mladičkov malce prikobacal na rob tega njenega nastilja in ga je lepo pridno pospravila nazaj v najbolj oddaljen kot. Trenutno so še slepi, imajo poklapana ušesca, tako da dokler ne spregledajo, jih zagotovo ne bo spustila. Zdaj se še učijo hoditi, no če bodo uspešno zrasli, pa se bodo morali naučiti marsičesa. Pri tem pa lahko pomagate vi. Obiskovalci namreč lahko podarijo nekaj denarja, s katerim bodo tigrom kupili učne pripomočke. Ponazarjajo plenjenje, iskanje, uporabljanje brčic, tako da se skrivajo, iščejo po ogradi, da se spodbuja gibanje, plezanje in tako. Kajti zelo pomembno je, da v živalskih vrtovih čim bolj spodbujajo naravno vedenje teh živali, ki imajo lahko tako tudi bolj zabavno življenje.